Dober večer. Koliko bo znašala obvezna božičnica, pri kateri vztraja predsednik vlade Robert Golob? Sindikati pričakujejo, da bo Golob držal besedo in bo božičnica izplačana že letos, medtem ko delodajalci opozarjajo, da bi se morali o višini božičnice dogovoriti na ekonomsko-socialnem svetu. V predlogu vlade pa so navedena 3 izhodišča: 319 evrov, 639 evrov ali 1278 evrov božičnice. Uvedba obvezne božičnice seveda odmeva tudi med strankami. V Janševem SDS-u uvedbo božičnice podpirajo, le da ta po njihovem mnenju ne bi smela biti obvezna. Predstavili pa so tudi predlog celovite davčne razbremenitve vseh zaposlenih po principu olajšav, ki jih je sprejela prejšnja Janševa vlada, aktualna Golobova pa razveljavila. Splošna dohodninska olajšava bi se v prihodnjem letu dvignila na 8000 evrov, leto zatem bi bila 9000 evrov, od leta 2028 naprej pa 10 000 evrov. In kaj bi to pomenilo za plače? Prihodnje leto bi tisti z minimalno plačo dobili 438 evrov neto več, tisti s povprečno plačo 854 evrov letno več, ob dvakratniku povprečne plače pa bi dobili 1337 evrov. Ob končnem predlogu pa bi tisti z minimalno plačo neto prejeli 758 evrov več, s povprečno plačo 1374 evrov letno, z dvakratnim povprečne plače pa skoraj 2000 evrov letno več. Zakaj takšen predlog? Z nami je poslanka SDS Suzana Lep Šimenko in poslanec vladnega SD-ja Jani Prednik. Dobro večer obema. Dobro večer. Začnimo pa z najbolj vročo temo tega tedna, božičnico. Gospa Šimenko, v SDS-u podpirate uvedbo božičnice, vendar ta po vašem mnenju ne bi smela biti obvezna. Zakaj? Ja, absolutno. Ravno zaradi tega, ker je v prvi vrsti potrebno plače razbremeniti, božičnica pa ni nobena razbremenitev in v bistvu pomeni zgolj nek nov davek za tiste, ki si božičnice ne morejo privoščiti, govorimo o gospodarstvu. Tisti, ki lahko že tako danes v bistvu izplačujejo tako imenovano 14. plačo ali božičnico, za številne gospodarstvenike, podjetja, ki pa malo težje shajajo in teh je v zadnjih letih vse več, pa je to seveda velik problem in ne moremo temu reči drugače, kot da je to neka nova obdavčitev. Se strinjate s tem, da božičnica ne bi smela biti obvezna? Vladni predlog je drugačen. Stojite za njim? Stojimo za njim. Socialni demokrati absolutno podpiramo obvezno božičnico. Podpirajo tudi naš predsednik in gospodarski minister gospod Han. Kaj pa pravite na te argumente? Zdaj, če v SDS-u govorijo, da je to nek nov davek, vedno se v davkih, vedno glede davkov neka konotacija v javnosti, ki je negativna. Pa če govorimo o novem davku, bi ta davek pomenil samo več denarja v žepih ljudi. To pomeni, da bi ta davek namesto šel državi, šel direktno ljudem. Če želimo, da imajo ljudje resnično več v svojih žepih, potem je potrebno sprejeti predlog, ki smo ga vložili v parlamentarno proceduro in sicer, ki konkretno pomeni razbremenitev plač in ne na račun dodatne obremenitve slovenskega gospodarstva. Ljudem bi pa v denarnicah ostalo bistveno več, oziroma bi jim bistveno več ostalo v denarnicah že, če ne bi v letu 2022 razveljavili našega zakona, ki je dvigoval postopno splošno olajšavo in bi v letošnjem letu morala znašati 7500 evrov. Če bi to obveljalo, bi namreč zaposleni dobili bistveno več, kot pa zdaj popravljate s to božičnico. No, mi še vedno stojimo seveda za božičnico, je pa ta predlog SDS-a vsekakor vreden debate. Mislim, da je tudi naš predsednik, gospodarski minister Han dejal, mislim, da nekje v sredini tega mandata, da če bi sedaj glasovali ponovno o razveljavitvi SDS-ovega dohodninskega zakona, bi socialni demokrati ravnali drugače. Torej, tokrat tega zakona ne bi razveljavili. Zakaj bi zdaj ravnali drugače? Zato, ker smo kasneje dejansko ugotovili, da je šel zakon v pravo smer, da je to na nek način pomenilo, da bi ljudem ostalo več, državna blagajna pa ne bi utrpela takšne škode, kakšne so kazali takratni izračuni. Koliko bi torej zdaj ljudje po tem vašem predlogu, recimo, in kako bi se ta splošna dohodninska olajšava dvigovala?
Ja, v letu 2026 bi splošna olajšava znašala 8.000 evrov, v letu 2027 bi znašala 9.000 evrov in v letu 2028 bi znašala 10.000 evrov. To konkretno pomeni, da bi nekdo v letu 2028 za minimalno plačo neto letno pridobil dodatnih 750 evrov, nekdo za povprečno slovensko plačo blizu 1400 evrov in nekdo recimo za dvakratnikom povprečne plače pa blizu 2000 evrov. Kar pomeni, to je konkretna razbremenitev in sedaj ima v bistvu SD možnost, da popravi svojo napako in seveda podpre ta naš predlog, ki je že v parlamentarni proceduri. Ga boste, gospod Prednik? Dejal sem takoj na začetku, da je predlog vreden debate, ne samo na politični ravni med političnimi strankami. Tudi ta predlog, enako kot predlog božičnice, mora iti na ekonomsko-socialni svet, kjer se vsi deležniki usedejo za isto mizo in seveda debatirajo vse pozitivne in negativne strani obeh predlogov. Zato jaz tudi delodajalsko stran, kar se tiče božičnice, pozivam, da se tega ESS-ja udeležijo in tvorno sodelujejo pri tem. Na vse zadnje, glede na napovedi delodajalske strani, da na tem ESS-ju ne bodo sodelovali, pomeni, da so na nek način izdali tiste, ki jih zastopali, to so pa delodajalci. Ampak imate vi v SD-ju že recimo izdelan predlog, ne? Čeprav predsednik vlade je dejal, ne, da ne bi ta božičnica znašala 639 evrov, ne, se je zdaj v javnosti izkazalo, ne, da so v bistvu trije predlogi in sicer 319 evrov, 639 evrov ali 1278 evrov. SD, katero višino vi podpirate? To, kot jo predlaga predsednik vlade, 639 evrov ali morda 1278 evrov ali 319? Socialni demokrati poznamo samo in zgolj izhodišča, ki so bila sprejeta na vladi. Kolikor je meni poznano, do sedaj ni bil pripravljen noben zakonski predlog, niti na Ministrstvu za finance, niti na Ministrstvu za delo. Zato pa pozivamo vse, tako delodajalsko kot delojemalsko stran, da se usedejo na ESS-ju in se dogovorijo o višini te božičnice. Kako pa vi gledate na te tri predloge višine božičnice? 319, 639 evrov ali 1278 evrov? Ne? Ker dejstvo je, ne, da vladajoča koalicija ima večino in da lahko tak zakon sprejme do decembra. Ja, vladajoča koalicija govori, da je to eden izmed načinov razbremenitve plač. Mi menimo, da temu ni tako in absolutno zagovarjamo pristop, ki smo ga mi obrali, to je za spremembo zakona o dohodnini. Na eni strani, tako kot ste že prej sami omenili, pa tudi jaz sem, dvig splošne olajšave in pa seveda korekcija samih davčnih razredov. To se nam zdi edina prava pot. Kako bi korigirali davčne razrede? V bistvu bi vsej predlog v samem zakonu sorazmerno smo jih dvignili na način, da v bistvu bi spodnji znašal, tak je obdavčen za 16% nekaj nad 10.000 evrov, tisti najvišji pa bi znašal potem 90.000 evrov, s tem, da smo tudi najvišji peti davčni razred v bistvu znižali iz 50 na 45%, ker se zavedamo, da smo kot Slovenija nekonkurenčni za tiste, ki imajo nekoliko višje dohodke. Posledično pa se nam dogaja pač to, da številni podjetniki odhajajo v tujino, selijo svoja podjetja v tujino, bodisi dele podjetij ali pa, bom rekla, tiste razvojne oddelke. Tako da to je že bilo v preteklosti, tudi v tistem našem prejšnjem predlogu in to želimo ponoviti, smo ponovili tudi s tem ravno zaradi tega, ker se zavedamo, da je to velika težava. Kako vi gledate na to spremembo razredov? Kot rečeno, že na začetku sem dejal, da je predlog vreden razprave, ne samo znotraj politike, ampak tudi na ekonomsko-socialnem svetu. Meni kot socialnemu demokratu je pomembno zgolj to, da dvigujemo blaginjo ljudi, kar pomeni, da jim omogočamo, da imajo v denarnicah več denarja. Oba predloga gresta v to smer, to je potrebno priznati, tako božičnica kot predlog spremembe dohodninske lestvice. Se mi pa zdi, da je v tem trenutku bolj pomembno, da dejansko predebatiramo božičnico in da jo morda tudi z interventnim zakonom sprejmemo zato, da bodo ljudje že decembra dobili izplačilo prve božičnice. No, ko smo pri božičnici, poglejmo, kaj ob napovedi obvezne božičnice povedal predsednik vlade Robert Golob. In meni je prav žal za vse direktorje, za vse lastnike zasebnega kapitala, ki jamrajo, kako jih bo božičnica za njihove zaposlene uničila, no države ne bo uničila. In dokler je Svoboda na vladi, bo poskrbela, da bo svoje ljudi v javnem sektorju ustrezno motivirala in nagradila. Zato, ker je to tisto, kar edino lahko vleče naprej.
Kako gledate na ta zadnji del izjave predsednika vlade, ne, da bo Svoboda svoje ljudi v javnem sektorju nagradila? Ja, to je čist predvolilni bombonček, več kot očitno. No. Tisto, kaj dejansko državo vleče naprej, gospodarstvo, dobro delujoče gospodarstvo, in če sprejemaš ukrepe, ki zavirajo, ki poslabšujejo stanje v slovenskem gospodarstvu, jaz mislim, da s tem ne delaš dobro državi. Ste tudi vi prišli s tem predlogom zakona, ki bi ljudem prinesel denarja več, ker lovite volivce pred volitvami? Absolutno ne. Mi smo takšen zakon sprejeli v letu 2022. Obžalujemo, da je pač ta koalicija ta zakon razveljavila. Če ga ne bi razveljavila, bi nekdo se povprečno plačo imel ob koncu tega mandata 3600 evrov neto več na svojem računu. Tako da božičnico vidimo zdaj zgolj kot resnično neki predvolilni bombončki, ki pa dolgoročno ne prinašajo nič dobrega. Se strinjate, da gre za predvolilne bombončke, in kako vi vidite to izjavo predsednika vlade, ki pravi, da gre za nagrajevanje njihovih ljudi v javnem sektorju? Zdaj, če bi mi to naredili na začetku mandata, bi se to imenoval samo bombonček, zdaj smo pa pol leta pred volitvami, se pa to imenuje predvolilni bombonček. Dejstvo je pa, da mora vsaka vlada delati do konca. Drugo dejstvo je, da vlada seveda ima vpogled v svoje finance, kar pomeni, da se lahko sama odloči, koliko je zmožna dati božičnice javnemu sektorju. Zato pa še enkrat pozivam tudi delodajalsko stran, gospodarstvo, da se usede na ESS-ju in da tudi sami na nek način izrazijo pričakovanja oziroma tiste limite, do katerih lahko gospodarstvo gre, kar se tiče božičnice. Gospod Prednik, se vam zdi prav korektno do koalicijskih partnerjev, recimo SD-ja, da je predsednik vlade Robert Golob predlagal uvedbo božičnice, brez da bi recimo vaš minister kot koalicijski partner to vedel? Ne, in tega ni naredil prvič. Povejte mi še, kakšno stališče boste zavzeli v nadaljevanju razprave o obvezni božičnici in seveda tudi o predlogu predvsem tega dviga cenzusa za normirane SP-je, ki ga je že pred časom napovedal vaš predsednik Han. Potem je zdaj, ob tem, ko je predlagal spremembo oziroma uvedbo obvezne božičnice, to predlagal predsednik vlade Robert Golob, in to je videti zdaj kot njegov predlog. V končni fazi se Socialni demokrati ne ukvarjamo s tem, kdo kaj predlaga. Dejstvo je, da je naš cilj, da se uvedejo ukrepi, ki gredo v smeri blaginje ljudi. Zdaj, ali predlagamo to Socialni demokrati, ali predlaga to Robert Golob, Svoboda ali pa SDS, je tudi meni vse eno. Dejstvo je, da mora na koncu končni zakon pomeniti boljšo blaginjo za ljudi in več denarja seveda v njihovih žepih. Kako pa vi vidite, ali boste vi podprli, če bo prišel predlog vlade, da se cenzus pri normiranih SP-jih, to, kar je vlada na začetku ukinila, zdaj vrnila, ali boste, ne vem, samo zato, ker gre za vladni predlog, dejali, ne, tega ne podpiram? Ne, mi vedno podpremo tiste predloge, ki so dobre. Nam je pa zelo zanimivo, da vlada na nek način razveljavi dobre rešitve, s tem seveda na nek način naredi en velik problem, potem se pa pojavi kot neka rešiteljica. Ampak v bistvu ta vlada zgolj popravlja napake, ki jih je pred, ne vem, parimi 2 leti ali pa nekaj meseci nazaj naredila. Tako je pri razveljavitvi našega zakona, potem smo lahko slišati, ja, potrebno je razbremeniti plače, ampak če bi naš zakon o dohodnini pustili veljati, bi bile plače bistveno bolj razbremenjene. Podobno je tukaj pri normirancih. Tako da, ja, absolutno me veseli, da včasih spregledajo, ampak je pa malo nenavadno. Ustvarijo problem, potem se pa pojavijo kot veliki rešitelji. Jaz verjamem, da ljudje nimajo tako kratkoročnega spomina. Ustvarite problem in se potem pojavite kot veliki rešitelji? Ne, morda mislimo, da bomo problem rešili, pa potem ugotovimo, da smo šli v napačno smer, in kvaliteta politike je, da če ugotovi, da gre v napačno smer, da le to korigira in popravi. Najlepša hvala obima, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam. Hvala.